Dober večer vsem skupaj. Hvala, ker ste se nam pridružili na ta večer, kjer nam bodo pevske in glasbene skupine naše župnije še malo v novoletnem duhu pogrele dušo. Obenem pa nam bodo pomagale se zahvaliti vsem tistim, ki so pomagali pri denarnem prispevku za pomoč obnove cerkve, strehe cerkve in dvorane. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so prostovoljni delavci, vsem, ki prispevajo s petjem pri bogoslužjih, vodenju raznih skupin in s pomočjo pri gradnji žive skupnosti. Vsaka glasbena skupina posebej je v ta namen tudi napisala svojo zahvalo župniji. Vsem vam, dragi župljani. Kot prvi, ta večer poje župnijski mešani pevski zbor pod vodstvom Severina Živica. Draveljski mešani pevski zbor je zbor z najdaljšim delovanjem v naši župniji. Draveljci so že od nekdaj peli na koru stare Rokove cerkve. Tradicija se tako nadaljuje, še iz časov mnogo pred ustanovitvijo župnije vse do danes. Zbor redno sodeluje pri nedeljskih in prazničnih bogoslužjih. Sestavljajo ga srčni, predani in vztrajni pevci, ki jih druži veselje do prepevanja. Trenutno zbor nima niti dirigenta, niti organista, pa kljub temu še vedno redno deluje, kar je gotovo unikum v slovenskem prostoru. Zato lepo vabijo tudi nove člane, da pristopijo in se jim pridružijo. Zahvaljujejo se. Neizmerno smo hvaležni za vse lepe pesmi, ki se najdejo v našem zborovskem notnem arhivu in nas spremljajo v teku časa preko leta. Od adventa do velikonočnega časa nam pomagajo globje vstopiti v odrešensko skrivnost. Prav tako ne manjka čudovitih Marijinih pesmi, s katerimi se naši nebeški materi radi priporočamo. Naše število se je tekom let močno skrčilo. Tega se človek že skoraj navadi, zato smo neizmerno, res neizmerno veseli vsakega novega člana, ki se nam želi pridružiti. Zelo smo hvaležni tudi za Severinja, ki se kljub mnogim obveznostim še vedno trudi in vztraja z nami. Z nami župnijski mešani pevski zbor.
Z glasbo za orglami bo nadaljeval Gregor Žitko, ki se je orgle pričel učiti leta 2006 na glasbeni šoli Vič Rudnik pod vodstvom profesorja Tomaža Sevška Šramela. V svoji rojstni župniji Brezovica pri Ljubljani, kjer je skrbnik župnijskih orgel, od leta 2011 do leta 2023 na orglov spremljal ljudsko petje ter župnijski mešani pevski zbor. Od avgusta 2023 je svoje talente dal na voljo tudi naši župniji, kjer redno spremlja ljudsko petje pri liturgiji. Opozarja nas, skladba je deljena na 2 dela in prosi, da se vmes ne ploska. Zahvaljuje se. Rad bi se zahvalil vsem župljanom, da ste me v pravem krščanskem duhu brez zadržkov sprejeli v živo občestvo, ki ga tvorite. O tem, kako Draveljska župnija rada poprime za skupni cilj, priča veliko število skupin, ki tu delujejo, ter veliko izpeljanih projektov. V veselje mi je biti udeležen v tako povezanem in živem občestvu ter prispevati po svojih močeh.
Hvaležnost je res nekaj čudovitega. Hvaležnost nam prinaša veselje. Biti hvaležen pomeni gledati zunaj sebe in ceniti to, kar prejmemo. V Svetem pismu piše veliko o hvaležnosti. Naprimer, zmeraj se veselite, ne prenehoma molite, vsem se zahvaljujte. Kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Ko se zahvaljujemo Bogu, se spomnimo, da dobre stvari prihajajo od njega. Od Boga prejmemo darove vsak dan, v vsakem trenutku svojega življenja. To je preprost izraz, kako zelo nas ljubi. Del izražanja naše ljubezni do Boga v zameno vključuje, da se mu zahvaljujemo. Ne sme miniti dan, ko se ne bi zahvalili Bogu za vse naše blagoslove in za upanje, ki ga prinaša nov dan. Ko pa smo poleg Bogu po vrhu hvaležni še drug drugemu, si pokažemo, da se cenimo služenje, skrb in rast za njegovo cerkev, pa je to še večje zadovoljstvo in sreča. Naslednji se pripravlja naš otroški zbor Mala Jata. V Dravljah deluje že dolga leta. To je zbor, ki ga sestavljajo otroci od 1. do 6. razreda osnovne šole. Vodita ga Klara Svetina in Sara Trobiš. Pravijo, da je na vajah precej zabavno in živahno, kar pripomore k zelo dobremu vzdušju.
Zahvala otroškega pevskega zbora Malajata se glasi: Hvala za sonce, ki nam greje lička, starše, ki skrbijo za nas, sneg, ki je končno zapadel, učilnico, v kateri ob nedeljah skupaj prepevamo, prijatelje, s katerimi se imamo fajn in da lahko s svojim petjem polepšamo nedeljska bogoslužja. Naslednji zbor, ki nas bo zapeljal v bolj božične ritme, je zbor Stopinje. Zbor je skupaj že več kot 30 let in od vsega začetka jih vodi Marjeta Raztresen. V 20 letih je zbor prepeval že veliko črnskih duhovnih pesmi, hitro pa mu je zadišala tudi renesansa in kmalu še novejša klasična zborovska glasba. Še bolj pa so bili veseli slovenskih ljudskih pesmi in popevk. Tudi kakšne protestantske pesmi do tezejskih napevov. Zelo radi poprimejo po večjih projektih, kot je bil na primer slovenska izvedba mjuzikla Andrewa Lloyda Webberja Jezus Kristus Superstar. Prevod in glasbeno priredbo Webberjevih pesmi so pripravili člani zbora kar sami. Večkrat pripravijo tudi draveljski pasijon. Naša zahvala se glasi tako. Stojimo tule, gor, pod orglami in se spomnimo, kako so prejšnjo nedeljo naši mladinci in mladinke prikorakali k nam, da smo skupaj zapeli poslovilno pesem Patru Albertu. In smo hvaležni, da je prostora na stopnicah premalo. In smo hvaležni, da so sploh prikorakali k nam. In smo hvaležni, da jih je nekaj med njimi naših otrok. In smo hvaležni, da bi peli, čeprav bi mi utihnili. In smo hvaležni, da se bomo po koncertu pred cerkvijo pogovarjali, oni med seboj in mi med seboj in vsi hkrati drug z drugim. Smo hvaležni? Ja.
Župljan Leonard Vončina se nam pridružuje naslednji. Predstavil nam bo avtorsko pesem iz svoje zbirke z naslovom Kjer je svetega roka zvon. Je študent rusistike in etnologije in kulturne antropologije. Zanima se za slovensko jezikoslovje, kulturo in folkloro. Redno prevaja ljudske pesmi ostalih slovanskih narodov v slovenščino v sklopu strokovne slavistične revije Perun. S poezijo se ukvarja že vse od osnovne šole. V gimnaziji pa je izdal svojo prvo pesniško zbirko Cesta od cesta, za kar je neizredno hvaležen svojemu takratnemu mecenu Marku Juhantu, ki je zbirko izdal v svoji založbi Čmrlj, župniji Ljubljana Dravlje, ki je omogočila njeno predstavitev, očetu in uredniku Danijelu Vončini, ki ga je mentoriral tekom uredniškega procesa in spodbujal, da sploh izda svoje pesmi. Ter seveda vsemogočnemu Bogu, ki je podal njegov talent pesništva. Kjer je svetega roka zvon, zibelka tekla mi je, pesem njegova je radostna ogrevala srce. Kjer je svetega roka zvon, dekle sem drago imel, je v večerih ta zvon lepo za naju le zapel. Kjer je svetega roka zvon, sem jaz slovo že jemal, žalostno takrat zapel mi je zvon pesem v pozdrav. Kjer je svetega roka zvon, vrnil se bodem nekoč, ob pesmi njegovi mi rožmarin, krasil bo grob cvetoč. Naslednji se nam pridružujejo naši Kelvini, mladinski zbor župnije Dravlje, ki ga vodi Klara Demšar. So mladi pevci, ki uspešno izražajo svojo strast do petja in ljubezen do Boga. Kelvini se zahvaljujejo tako. Preden se vam še zahvalimo z melodijami, bi radi tudi z besedami izrazili našo hvaležnost. Kot zbor, Kelvini smo v prvi vrsti hvaležni župniji in sožupljanom za vse spodbude pred, med in po koncertih, s katerimi nam dajete zagona za prihodnje delo. Vsaka priložnost pevskih vaj na toplem in suhem, da lahko čim bolj ubrano bogatimo bogoslužja, ne bi bila mogoča brez podpore in pripravljenosti župnije. Najbolj pa smo vam hvaležni za vse nasmehe, ki nam jih namenite, ko skupaj z nami slavite odrešenika med petjem pri mašah. Takrat vsem nam in verjamemo, da tudi vam v srcu kipi ena velika hvaležnost našemu stvarniku. Njemu smo hvaležni za dar te žive župnije, za vse glasbene in druge talente, za vse priložnosti druženja in skupne rasti v veri, ki nam jih ponuja ta kraj srečevanja, kateremu hvaležni pravimo naša župnija. In navsezadnje smo mu hvaležni za dar življenja, ki ga lahko živimo skupaj, drug ob drugem v harmonijah melodij. Thank you.
Na eno tako dobro priložnost, kot je nocojšnji zahvalni koncert, je prav, da se tudi kot župnik vsaj malo zahvalim oziroma povem, zakaj sem hvaležen. V resnici bi lahko govoril cel večer, ampak to ni namen tega večera. Bom ostal pri 3 stvarih, za katere sem hvaležen. Prva stvar je to, da sem lahko župnik v Dravljah. Letos je 10. leto, kar sem del župnijske ekipe, 4. leto, kar sem župnik, 8. župnik po vrsti in iz leta v leto doživljam, da je lepo biti del župnijske ekipe v Dravljah. Pa ne, da Dravlje kot župnija nimamo problemov, vsaka župnija ima svoje, ampak velikokrat so naši problemi popolnoma drugačni kot v večini drugih župnij. In celo zveni, kot da se hvalim, kadar hočem jamrati. Če komorkoli od okoliških župnikov pojamram, da imamo toliko mladinskih skupin, da bi jaz najrajši eno v soboto zvečer razpustil, mi rečejo, kaj se pa hvališ. Doživljam, da je župnija Dravlje, da res nosi en velik blagoslov in kot rečeno, lepo mi je delati kot duhovniku, kot jezuitov v tej župniji. Druga stvar, za katero sem hvaležen, je to, da opažam vedno bolj, kako ni vse samo na župniku, ampak da je ogromno stvari, vedno več, med njimi tudi nocojšnji večer, pravzaprav pobud, ki prihajajo od vas. Ker iskreno vedno bolj opažam, župnik je pravzaprav največje ozko grlo pri vsem, kar se dogaja v župniji. In pri stvareh, ki čakajo na mene, se dolgo časa ne zgodijo. To pa, da pa župnija ni samo stvar župnika ali pa ni samo župnikova odgovornost, pa tudi ni samoumevno, zato sem hvaležen, ko vidim, da ta duh vedno bolj raste, tudi pri vas kot župljanih, da vedno bolj prepoznavate, to je naša skupna stvar, naša skupna resničnost, naša skupna odgovornost. In Sveti Duh, ki deluje, ne deluje samo po župniku, ampak deluje tudi po vas. In kot rečeno, lepo mi je gledati, doživljati število idej, projektov, načrtov, pa ne samo to, ampak tudi izpeljanih stvari in pobud, na nek način velikokrat tudi meni skritih. To je stvar, za katero sem zelo, zelo hvaležen. Ne nazadnje, tretja stvar, za katero sem hvaležen, je pa tudi to, da ste pripravljeni v teh nelahkih okoliščinah odpreti tudi svoje denarnice. Jaz še nisem toliko domač v župniji Dravlje, da bi upal reči, kot tisti župnik, ki je rekel, ko so zbirali za orgle, imam 2 novici, dobro in slabo. Dobra je ta, da denar za orgle že imamo, slaba je pa ta, da je še v vaših denarnicah. Jaz si tega ne upam čisto reči, ker vem, da ni čisto preprosto in da ni samoumevno, da pač damo nekaj tudi za župnijo. Zato sem za to zelo hvaležen. Zdarovi, predvsem temi izbranimi za obnovo cerkve, smo v lanskem letu lahko speskali križe, ker ni bilo na marmorate križe, kar na Rokovem trgu, da lahko zdaj tudi, kadar dežuje in sneži, ljudje odrasli gremo varno čez, otroci se lahko varno igrajo, ti križi ne drsijo več. Druga stvar, ki je bil pa večji projekt, je pa zatesnitev stekel na celotni stekleni fasadi, ki je tudi bila zelo potrebna po 15 letih. Vsa tesnila so bila razpokana pač zaradi vročine in mraza in vode in
Tako je bilo eno veliko delo narejeno, kar čaka še na svoje delo je dvorana, ki čaka na obnovo. Tu se je malo zataknilo, spet kot rečeno, zaradi tega, ker je župnik ozko grlo, pa nima vedno časa, da bi te stvari speljal naprej. Hvala Bogu za to, da smo. Lepo je bilo slišati tudi že zahvale vseh skupin, ki so nastopile do zdaj, da ne bom prevzel časa, preveč časa tudi Alabastru, ki zagotovo je zakaj hvaležen. Tako, hvala vsem, ki ste tudi pomagali organizirati nocojšnji večer. Hvala vsem, ki s svojim glasbenim talentom našo župnijo bogatite takle večere, kot je današnji, predvsem pa, da lahko bogatite vse trenutke, ko se zbiramo okrog oltarja v Evharistiji. To je tisto, kar nas zbira, to je tisto, kar nas v polnosti dela kristjane, pa je fajn, če je lepo, ker kadar je lepo, človek lažje moli. Sem hotel reči amen. Z nami pa je še zadnja glasbena skupina Alabaster. Skupina 6 mladih, ki jih združuje želja po ustvarjanju in izražanju skozi glasbo. Magdalena, Simon, Ela, Marcel, Tobija in naš Poli se zahvaljujejo takole. Hvala je premalo glede na vse, kar nam je dano. A vseeno velika hvala župniji, da ima Alabaster tu svoj dom, da lahko tu pridno vadimo in prispevamo k služenju in bogoslužjih. Hvala vsakemu, ki nam je kdaj prisluhnil, vsakemu, ki nas podpira. Predvsem pa hvala njemu, da nam je prikrižal poti, da skupaj ustvarjamo, nam je dal talente, nas navdihuje in da nas vse danes zbira tukaj, da smo skupaj ta večer.
Medtem ko čakamo, da se združi veliki zbor, bi še sam rad povedal svojo zahvalo. Pred letom in pol sem prišel v Dravlje z novim poslanstvom, da postanem del tako jezuitske skupnosti kot župnijske skupnosti v vlogi kaplana. Zelo hitro sem začutil utrip dinamične in gostoljubne skupnosti, ki povezuje mnogo različnih ljudi, skupin, dejavnosti in projektov. In če bi jih začel naštevati, bi se današnji večer krepko podaljšal. Danes lahko rečem, da je naša župnijska skupnost kakor velik zbor. Vsak ima svoj glas, vsak ima svoje mesto, svoj ton, svojo barvo glasu. Vsak je enkraten. A se strinjamo? In vendar, samo skupaj lahko ustvarimo sozvočje in lepoto harmonije. Včasih potrebujemo kar nekaj vaj, preden se uglasimo in preden pridemo do želenih rezultatov, ampak vedno znova vidimo, da se vsak trud izplača. In ko pa je skupna pesem namenjena Bogu, ki nam je dal glas, ki nas je poklical v bivanje, takrat se naše srce napolni s posebnim veseljem. In to veselje želimo mi širiti v tem svetu. Veselje, ki rojeva upanje za prihodnost novih generacij. Čuti se, da naša župnijska skupnost utripa preko liturgičnega praznovanja, osebnih odnosov, hkrati pa se zelo dejavno udejstvuje v služenju in dobrodelnosti. Veliko je prostora tudi za kreativnost, kot smo lahko danes slišali, in res si želimo, da bi se vsak počutil dobrodošlega. Hvaležno srce pa je tisto, ki nam pomaga videti, kako blagoslovljeni in ljubljeni smo. Ta večer smo lahko začutili blagoslov oziroma blagoslove, ki so nam dani v tej župnijski skupnosti. In vemo, da niso samoumevni. Vsak od vas je poseben blagoslov za to skupnost. In na tem mestu bi se rad še posebej zahvalil vsem, ki ste danes sooblikovali ta čudovit glasbeni večer, od Male Jate pod vodstvom Sare Trobiš in Klare Svetina, potem Kelvinov pod vodstvom Klare Demšar, skupine Alabaster, ki smo jo pravkar slišali, Stopin pod vodstvom Marjete Raztresen, in mešanega pevskega zbora pod trenutnim vodstvom Severina Živica. Prav tako pa gre posebna zahvala organistu Gregorju Žitku, in pesniku Leonardu Vončini. Hvala. Res smo vam hvaležni, da prispevate k harmoniji naše skupnosti, in to, kar lahko rečem, je, da smo res lahko ponosni na vas. Hvala.
Hvala vam vsem še enkrat iz dna srca za vašo dobrosrčnost. Bog naj vam stoterokrat povrne vašo dobroto. Upamo, da ste uživali z nami. Sedaj pa vabljeni, da se še malo zadružimo skupaj na trgu, ob čaju in prigrizkih. Lahko noč.